Ponovno pozdravljeni. No, danes sem za vas pripravil spet nekaj zelo zanimivega. In sicer 3 pomembne strategije, na osnovi katerih boste lahko pridobili nove stranke. Prva se nanaša na stranke, ki so vas že obiskale in so bile storitvijo v vašem salonu zadovoljne. Druga se nanaša na partnerstvo, ki ga lahko ustvarite z sorodnimi dejavnostmi, medtem ko se tretja nanaša na partnerstvo, ki ga boste ustvarili z izbranimi partnerji. Predtem pa naj omenim, da stranke, ki so vas že obiskale in so bile storitvijo zadovoljne, ne bodo to zadovoljstvo prenašale komurkoli, kadarkoli. Zato morajo imeti motiv in seveda želeti si morajo vam pomagati in to bodo zaupali le osebam, ki resnično v njih verjamejo. No, eno od odličnih orodij, katerega je mogoče pri tem uporabiti, je darilni bon. In sicer darilni bon omogoča, da vaše stranke podarijo storitev svojim prijateljicam, ki še niso vaše stranke. Torej, te prijateljice bodo vas obiskale na osnovi priporočila, ki je v nekako pisni obliki, vendar podatki na samem kuponu so zelo, zelo pomembni tako za stranko kot za salon sam. Katere podatke uporabiti, se boste naučili na naših nadaljnjih izobraževanjih. Seveda imamo tudi ostala orodja, kot so recimo kuponi s priporočilom od ust do ust. Take kupone je možno uporabiti večkrat na leto in lahko so prilagojeni določeni tematiki oziroma ciljni skupini strank. Taki kuponi vam predvsem omogočajo tudi lažji prehod na drugo strategijo, ki pravimo strategija ustvarjanja partnerstva z sorodnimi dejavnostmi. Sorodne dejavnosti so vse ostale dejavnosti, s katerimi bi morda vi želeli sodelovati oziroma že sodelujete, bodisi da so to poznani partnerji ali pač ne. Z njimi se dogovorite oziroma si izmenjate določene kupone in seveda si tako pomagate pri pridobivanju novih potencialnih strank. Tretja zadeva so pa izbrani partnerji. Ti izbrani partnerji pa so lahko podjetja, ki koristijo recimo vaše storitve za svoje zaposlene, in sicer lahko pripravite posebne akcije, na osnovi katerih boste lahko ponudili ugodnejše pakete, vendar naj poudarim, da nikakor in nikomur ne ponujati vaših storitev, dokler te storitve ne izprobajo. To je ključnega pomena, kajti v kolikor ne izprobajo storitve, bodo težko vaše storitve priporočali drugim in težko bodo izrazili zadovoljstvo, ki si ga bojo pri tem ustvarili. Pomembno je poudariti tudi to, da pri vsem tem boste pridobili le potencialne stranke in ne še konkretne vaše stranke. Torej, narediti boste morali poleg tega še veliko več, predvsem primerno komunicirati, primerno prodati in tako naprej. Vse to vas bomo naučili na našem šolanju, zato ne pozabite, pokličite nas in udeležite se šolanj, kajti le na osnovi praktičnega, torej uporabnega znanja boste lahko ustvarili vrhunske rezultate. Lepo pozdravljeni.